Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci in novinarji v studiu TV Slovenija. Danes in jutri bo v Državnem zboru potekala izredna seja, ki je namenjena obravnavi drugega interventnega svežnja ukrepov za blaženje posledic epidemije. Kot napovedano, to naši državi omogoča, da bo drugi protikorona paket sprejet do konca tega meseca. O tem bo več spregovoril v nadaljevanju minister za kulturo, mi pa se najprej posvečamo epidemiji. Število potrjenih okužb z novim koronavirusom po svetu je medtem preseglo 3 milijone. Število smrtnih žrtev se je povzpelo nad 200 tisoč. Virus se po svetu sicer trenutno širi počasneje kot v preteklih tednih, kar je rezultat ukrepov, ki so jih posamično sprejele praktično vse države sveta. Za številne države, zlasti v Evropi, je vrhunec epidemije v tem valu že dosežen. Države so tako pričele s sproščanjem nekaterih ukrepov, a pri tem so prakse zelo različne. Nekatere države so imele namreč zelo stroge ukrepe, na primer izredne razmere, tudi policijsko uro, prepoved izhoda iz stanovanja, na primer tudi za otroke, posebej za starejše in podobno. Na to pri nas kar pozabimo, tega pri nas nismo izvajali in prav je, da se tega zavedamo. Dobra novica pa je včeraj prišla iz Nove Zelandije, ki je oznanila, da je virus trenutno eliminiran. Kaj to pomeni trenutno eliminiran, še ne vemo, ampak država, ki ima sicer 5 milijonov prebivalcev, je število 1400 okužb, kot jih ima, toliko kot jih ima danes Slovenija, dosegla 2 tedna nazaj, se pravi od 18. aprila naprej, je imela dnevno manj kot 10 novih okužb. Včasih najmanj, oziroma včeraj najmanj zgolj enega. Od 26. marca je imela Nova Zelandija v veljavi najstrožje ukrepe za obvladovanje epidemije. Izhod iz doma je bil dovoljen le za najnujnejše opravke in samostojno rekreacijo. Potovanja po državi razen nujnih izjem niso bila dovoljena. Včeraj je država nekatere ukrepe sprostila, a šole in vrtci vseeno ostajajo še naprej zaprti. Številne trgovine in storitve se bodo šele pričele ponovno odpirati. Obiski sorodnikov so ponovno dovoljeni, a le če živijo blizu. Gibanje izven doma bo odslej dovoljeno, a le znotraj lokalnega območja. Gibanje med regijami je v Novi Zelandiji še naprej, razen nujnih izjem, prepovedano, ni dovoljeno. Država se zaveda, da bodo ukrepi morali ostati še kar nekaj časa, zato trenutno razvija aplikacijo, ki bo pomagala sledenju okužb, uvedla jo bo v roku 2 tednov in šele potem bodo sledila nova sproščanja. Slovenija še ni na točki, kjer je Nova Zelandija. A veseli smo lahko, da smo v majhni skupini držav, ki so bile pri soočanju z epidemijo tako uspešne, da lahko praktično na tedenski ravni umikamo posamezne omejitve. Temu je ves čas posvečeno delo strokovne skupine, ki svetuje Ministrstvu za zdravje. Za še boljšo analizo razmer bo stroki v pomembno pomoč tudi raziskava, ki jo na vzorcu populacije izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom profesorja dr. Miroslava Petrovca. Raziskava je ob visokem tempu potekala tudi preko tokratnega daljšega konca tedna. Zato je z nami profesor dr. Petrovec, ki bo povedal več o aktualnem procesu. Gospod profesor, prosim. Pozdravljeni. V približno tednu dni, odkar raziskava poteka, so po zadnjih podatkih privoljenje za sodelovanje v raziskavi podale 1330 oseb, od katerih smo pravzaprav večino vzorcev že uspeli pridobiti. Tako da zadnja številka, ki jo imam na razpolago, je, da je bilo odvzetih več kot 1200 vzorcev. Se pravi, ostala nam je manjšina, ki jo je seveda zaradi
Slovenije in njene velikosti kar težko pravzaprav pobrati. Poleg tega smo se prejšnji četrtek odločili, da glede na to, da se iz neznanih razlogov povabljeni ljudje niso odzvali, da jih prijazno opomnimo in jih prosimo, ali bi morda to vseeno želeli narediti v tem vmesnem prazničnem času, tako da bomo omogočili vsem, ki bi se za študijo kljub vsemu še odločili, odvzem vzorcev do 30.4. Vsekakor na to raziskavo ne vpliva. Rad bi demantiral oziroma ovrgal nekatere trditve, da raziskovalci s to številko nismo zadovoljni, in morda tudi komentiral. Seveda si želimo, da bi bil vzorec tistih, ki pristanejo na raziskavo in odvzem vzorcev čim večji. Vendar pa se je potrebno zavedati, da v bistvu v 7 dneh, koliko raziskava traja, to pomeni enormen zalogaj za vse, ki na terenu in v laboratorijih to delamo, in glede na primerljivo avstrijsko študijo pomeni, da že ob sedaj zbranih vzorcih imamo 4-krat boljše podatke, kot so jih uspeli zbrati v Avstriji. Poudaril bi tudi, da je naša študija zasnovana drugače ponovno in bo končni rezultat te študije na voljo predvidoma do konca tega tedna. Opravičujem se, ne končni, ampak preliminarni. Ta, ki je najbolj v tem trenutku pomemben za to, da se lahko strokovni skupini in tistim, ki izdelujejo razne modele, poda edine verodostojne podatke. Ti podatki pa so na naključni populaciji izbran vzorec, ki bo povedal, koliko ljudi je trenutno okuženih ali koliko jih je bilo. Tisto, koliko jih je bilo, pravzaprav se začenja izvajanje testiranja danes. Pravkar, ko sem odhajal iz laboratorija, se začenja pravzaprav, po mojem mnenju, izredno pomemben del raziskave, ko bomo v najkrajšem možnem času dobili tudi odgovore, koliko tistih, ki je sodelovalo v raziskavi, pravzaprav je bilo okuženih, pa tega ne ve, ali pa morda ni opazilo, ni bilo dovolj pozorno na svoje simptome. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim vsem, ki so na sodelovanje v raziskavi pristali. Res iskrena hvala vsem, z nekaterimi sem se tudi osebno srečal na terenu, in rad bi povedal, da vsi ti ljudje prispevajo izredno dragoceno informacijo za vse državljane, tudi za tiste, ki negodujejo nad ukrepi, ki so že počasi siti, da pravzaprav ne moremo ne v službo, ne morda kamor bi si sami želeli. Vendar se strinjam, ukrepi so bili potrebni, ponosni moramo biti, da je naša država med najboljšimi v Evropi, da ne rečem na svetu. Namreč vsako izgubljeno življenje v domu starostnikov ali pa izven njega je dragoceno, in verjamem, da bomo skupaj zmogli tudi na podlagi te raziskave sprejeti ukrepe, ki bodo ljudem čim bolj prijazni. Do danes smo odkrili v prvem delu študije, ki dokazuje aktivno okužbo, 2 primera. Nekateri se čudijo, ali je to premalo ali je to preveč. Vsem bi samo želel odgovoriti, to je tisto, kar je realno. To je tisto, kar se na taki populaciji najde. Raziskava kljub vsemu še ni zaključena, in če se bodo ljudje odozvali, bomo do četrtka naredili karkoli je možno, da jih obiščemo, odzajemo vzorce in priključimo tej skupini. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Jaz bi rad povedal, da se je po celem svetu zaenkrat ta še neobvladljiva bolezen pravzaprav povzročila to, da je tako na evropski ravni kot na ravni posameznih držav in tako tudi na ravni naše države Slovenije zgodilo to, da so vsi seveda želeli zaščititi tudi kulturo, saj so se seveda zavedali, kako jo je seveda ta bolezen prizadela. Slovenija je, in to bi rad seveda sedaj na kratko predstavil, v zadnjem času, bi človek rekel v zadnjih en mesecu in pol, se takoj lotila pravzaprav ukrepov, ki
ki naj bi seveda tudi na področju kulture prinesla določene ukrepe, ki bi olajšali pravzaprav stanje, ki je z to boleznijo nastalo. Od konca ali pa od srede marca preteklega meseca je bilo naloženo ministrstvom, da pripravijo predloge ukrepov na področju kulture in v to je bilo seveda vloženo veliko truda in rezultati so sedaj v zakonu, prvem zakonu, ki ga poznamo, tako imenovani COVID zakon in dopolnitvi zakona, o katerem bo danes govor tudi v parlamentu oziroma v državnem zboru. Mislim, da smo pravzaprav vse ukrepe, ki jih je Ministrstvo za kulturo predlagalo, torej tudi uspeli uveljaviti in rad bi na kratko samo predstavil pravzaprav, kaj je bilo na tem področju storjeno. Torej, sprejeli smo seveda, da so javni zavodi, ki so pretežno financirani s strani države, vsi pravzaprav ostali bolj ali manj, bom rekel, nepoškodovani, zagotovljeno jim je seveda nemoteno delovanje v okvirih seveda danosti, to je, da seveda v javnosti so ukinjene seveda vse dejavnosti, vendar zaposleni pri tem niso seveda v ničemer torej bistveno prikrajšani. Potem smo seveda tudi na področju društev ali nevladnih organizacij, ki imajo zaposlene, si torej zagotovili, da imajo zaposleni seveda primerno nadomestilo. Veliko je bilo govora o samozaposlenih in o delno samozaposlenih. Tudi na tem področju smo seveda uveljavili to, da so samozaposleni, poleg tega, da imajo plačane seveda vse dajatve socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, dobili tudi seveda temeljni dohodek. Delno samozaposleni, o tem se bo, se mi zdi, odločalo danes, ampak verjamem seveda, da bo tudi v polni meri sprejeto, je, da bojo delno samozaposleni seveda v sorazmernem deležu delodajalca in pa to, kar sodi pod okrilje države, seveda tudi izplačano tako, da bodo dobili samozaposleni v polni meri, seveda v enaki meri plačano in dobili nadomestilo. Enako smo zagotovili pravzaprav za verske uslužbence vseh torej prijavljenih verskih torej organizacij oziroma vseh veroizpovedi, da imajo seveda primerno nadomestilo v času trajanja te bolezni. Nenazadnje smo oprostili tudi plačevanja RTV prispevka, torej gostinski in storitveni torej so oproščeni RTV prispevka tudi gostinska in storitvena dejavnost, saj so ti lokali, bi človek rekel, ali pa te dejavnosti seveda v tem času onemogočene. Glede na torej to stanje, lahko rečem, da je glede na to, kar je bilo že prej povedano, kar sta predhodnika povedala, je država Slovenija seveda zelo uspešna pri preprečevanju širitve te bolezni in zaradi tega seveda počasi pristopamo k temu, da bi se sprostili, seveda omilili ukrepi na določenih področjih. V primerjavi z drugimi državami v ničemer, bi človek rekel, ne zaostajamo pri teh stvareh. Tudi v drugih državah, od visoko na severu, od Norveške, bi človek rekel, do Sredozemskega morja, če hočete, se te ukrepi začenjajo počasi sproščati, vendar nič bolj
kako bi rekel, radikalno ali v ničemer Slovenija ne zaostaja za temi ukrepi, ki jih bo v naslednjih dneh, bi človek rekel, ali v naslednjem času začela počasi sproščati. Omenil bi morda, da bo prišlo, torej, potem, ko bomo dobili seveda od strokovne zdravstvene komisije primerna poročila in odobritve, da bo prišlo v naslednjih dneh ali v začetku maja do otvoritev galerij, muzejev, knjižnic in morda seveda še katere druge stvari. Na začetku sem dejal, da se Evropska skupnost, bi človek rekel, kot skupnost enakih vrednot, zaveda nastalega položaja, seveda tudi na področju kulture, in v zvezi s tem smo imeli ministri za kulturo tudi medsebojno srečanje, torej posvet, video, pri čemer je prišlo do nekaterih sklepov, ki tudi omogočajo pravzaprav, da bo področje kulturo, da bo dobilo seveda nekatere olajšave, nekatera sredstva, ki bodo omilila nastalo situacijo. To je seveda v zvezi z tem paketom, če lahko rečem, ki se je odvijal v zadnjem mesecu in pol, in na področju kulture upam, da smo zagotovili vsaj tisto, kako bi rekel, osnovo, ki onemogoča, da bi kdorkoli pravzaprav bil bolj grobo prizadet in da bi seveda dejavnost na kateremkoli področju ugasnila, ampak obratno, ko bo seveda prišlo do popolne sprostitve ali odstranitve seveda te bolezni, bo dana tista osnova, ki bo omogočala nemoteno delovanje in ponoven seveda zagon na področju kulture in umetnosti. Toliko za enkrat. Hvala lepa.